Drage dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni na večernem pogovoru na temo poslovne komunikacije v času ranljivosti. Moje ime je Aleš Ugovšek in vas bom danes popeljal skozi tale pogovor z magistrom Martinom Liscem, ki je logoterapevt, mediator, coach, urednik in predavatelj ter ustanovitelj, direktor in strokovni vodja izobraževalnih programov na zavodu Stopinje. No, z mano je kolegica Andreja Sever iz Gospodarske zbornice, direktorica službe za razvoj kadrov in izobraževanje. V preteklih 3 dneh so potekali 3 webinarji. Prvi v ponedeljek na temo komunikacije z zaposlenimi v času trenutne krize. V torek je potekal webinar o komunikaciji z ožjim timom v času krize. No, danes zjutraj oziroma dopoldan pa je potekal 3. webinar na temo komunikacijskega načrta za obdobje po krizi. Vse 3 tematike so v tem trenutku izredno aktualne in s tem pogovorem, ki ga bomo danes zaključili približno v 45 minutah, bomo z gospodom Liscem poskusili še bolj poglobiti znanje, ki ste ga nekateri lahko že prejeli, in pa morda poskušamo odgovoriti tudi na kakšno vprašanje. Vsa vprašanja, ki vas zanimajo in ki bi jih radi naslovili na gospoda Lisca, vas prosim, da jih vpišete v vaš chat oziroma v questions and answer razdelek in jih bomo sproti obdelovali in odgovarjali. Torej, pričenjamo z današnjim pogovorom. Lep dober večer, Andreja, lep dober večer, Martin, oba vaju lepo pozdravljam. Vsi 3 smo na svojih koncih, v svojih zavetih naših domov. Časi so se spremenili, nekateri pravijo, da nikdar več ne bo enako, kot je bilo, nekateri tole primerjajo tudi z ekonomsko krizo leta 2008 in z celotno situacijo, kako se je spremenil svet takrat. No, sedaj se bo svet spremenil verjetno še malenkost drugače. Sicer pa, gospod Lisec, vi ste logoterapevt, verjetno je sama logoterapija precej nepoznana med normalnimi oziroma med laiki v Sloveniji. Lahko morda na hitro opišete, kaj je logoterapija in s čim se ukvarja logoterapevt? Lep pozdrav, dober večer vsem skupaj tudi z moje strani. Torej, logoterapija je ena od psihoterapevtskih modalitet, znana tudi kot 3. Dunajska šola psihoterapije. Njen ustanovitelj je psihiater, dunajski psihiater Viktor Frankl, ki je po eni strani imel zelo uspešno poslovno oziroma osebno kariero, po drugi strani pa je v času 2. svetovne vojne doživel izkušnjo taborišča. Sama logoterapija se ukvarja predvsem z vprašanjem smisla, iskanja smisla človekovega življenja, osmišljanja stvari, ki se nam v življenju dogajajo. Tudi sam izraz logoterapija iz grščine pomeni zdravljenje za odkrivanjem življenjskega smisla. In mislim, da je prav, zdaj živimo seveda v nekem času, ko se nam zastavljajo številna eksistencialna vprašanja na različnih področjih, na različnih ravneh, in da ima mogoče tudi v tem času logoterapija marsikakšen odgovor tako na osebni kot na družbeni ravni. Hvala lepa za tole obrazložitev. Mislim, da je veliko vredna. Tudi sam sem se prvič spoznal s terminom logoterapije. Govorili ste o komunikaciji, o poslovni komunikaciji v preteklih 3 dneh. Koliko pa se v tem času sama podjetja obračajo bodisi na vas, bodisi na vaše stanovske kolege v povezavi s poslovno komunikacijo? Iščejo pomoč oziroma iščejo nasvete, ali je to ena stvar v tem trenutku, ki še ni tako aktualna? Pravzaprav odgovor je dvoplasten, se mislim. Po eni strani, da se že obračajo, po drugi strani pa smo pravzaprav na začetku tega procesa in za podjetja je način delovanja v teh časih se je tako spremenil, da se pravzaprav v tej fazi organizirajo oziroma so se organizirali, na kakšen način pravzaprav sploh poslovati, komunicirati med sabo in tako naprej. Mislim pa, da prihaja seveda sedaj tudi tisto obdobje, ko bomo prav tem vprašanjem, katerim smo se posvetili v preteklih dneh, namenjali več pozornosti in več svoje energije. V svojem prvem webinarju ste precej časa namenili pomembnosti komunikacije med samim vodjem
in med zaposlenimi. Poudarili ste, da je bolj kot kadarkoli sedaj pomembno ustrezno komunicirati s svojimi zaposlenimi. Morda vprašanje na to, kaj se bo zgodilo, če nek vodja, ki ni bil do zdaj vešč komuniciranja s svojimi zaposlenimi, sedaj kar naenkrat začne komunicirati, začne pohvaliti svoje zaposlene, začne na povsem drugačen način komunicirati z njimi. Ali je to morda priložnost za nov začetek ali pa bo morda vseeno izpadlo to nekoliko zlagano? Jaz mislim, da če kaj danes zaposleni od svojih vodij potrebujejo stik, potrebujejo komunikacijo. In tudi, če vodje mogoče v preteklosti niso komunicirali na ustrezen način, ali niso komunicirali dovolj, ali niso bili dovolj v osebnih stikih, jaz mislim, da danes v tej fazi oziroma v tem stanju, v kakršnem smo, to ne bo izpadlo kot ste rekli, narejeno. Še več, jaz mislim, da danes vsi zaposleni potrebujejo informacije. Veste, danes informacij ni in potrebujemo zelo konkretne informacije. Prvič, informacije, ki pomirjajo. Drugič, zdaj vemo, da so sprejeti že nekateri zelo konkretni ukrepi na ravni vlade. Se mi zdi zelo pomembno, da vodje povedo, kaj pomeni, na kakšen način bodo aplicirali v svojem podjetju za svoje zaposlene te ukrepe. Namreč, ko nimamo informacij, tudi varnosti nimamo. In danes se mi zdi, da potrebujejo zaposleni res predvsem to varnost, ki pa jo lahko vodje zagotavljajo predvsem s komunikacijo. Tukaj noter bi ponovno omenil, naj si bodo to pisma, naj si bodo to razni dopisi, naj si bo to osebna komunikacija preko najrazličnejših kanalov, ampak pomembno se mi zdi predvsem to, da ta stik ohranjajo. Namreč, če ni stika, tudi varnosti ni. Vemo pa, da se v zaposlenih danes odpira veliko najrazličnejših vprašanj, veliko najrazličnejših strahov, s katerimi se morajo ukvarjati. Nenazadnje tudi, kaj bo z njihovo službo, kaj bo z njihovo eksistenco. In prav ta komunikacija, pogosta, empatična, se mi zdi, da je nekaj, kar danes ljudje resnično potrebujemo in kar je velika odgovornost vodij tudi danes. Na drugačen način, kakor je bilo to prej. Ali je možno, da razmišljamo o tem, kako ustvariti to varnost pri ljudeh? Danes je vseeno občutek te stiske, o občutkih ste veliko govorili v teh webinarjih. Kaj je tisti občutek, ki ga doživljajo ljudje, ki so bili bodisi napoteni čez noč na delo od doma? Kako lahko ustvarimo ta občutek varnosti? Ali je eden od pristopov tudi ta, da če smo že malo nerodni pri tej komunikaciji, recimo, da neposredno zelo težko komuniciramo ali pa da dnevno težko komuniciramo, ali je pomembno zastavljati, se pravi, svojim sodelavcem določene naloge z določenimi cilji, kajti cilji pomenijo tudi določeno varnost. Če imam cilj, potem grem nekam in to pomeni neko varnost. Ali je mogoče ta metoda tista, ki jo tudi priporočate? Torej, če se vrnem mogoče na začetek vašega vprašanja. Zdaj, ti strahovi, te stiske so seveda večplastne. Po eni strani je tukaj noter o tem, kar govorimo, vprašanje eksistence, vprašanje službe, kako se bo vse skupaj postavljalo nazaj, kaj pomeni konkretno s plačami, kaj pomeni konkretno z delovnim mestom, kdaj se bomo lahko vrnili na delovna mesta. Potem vemo tudi, da je stvar zelo različna, ali gre tukaj za storitvene dejavnosti, ali gre za kakšne druge dejavnosti. Potem drugo vprašanje oziroma drug vir strahu je tukaj samo vprašanje bolezni. To samo po sebi, ko bolezen načne naše telo ali ko čutimo ogroženost čisto na tej fizični ravni, pomeni to eno ogroženost oziroma pomeni to nek strah, ki ga doživljamo zelo prvinsko, zelo neposredno, nekaj, kar nas pretrese do dna našega bitja. Potem so seveda tukaj noter vse stiske, ki izvirajo iz tega načina življenja v družini. Zdaj, kaj se vse v družinah dogaja, kakšni so bili prej odnosi znotraj družin. Tak čas je pravzaprav katalizator. Če so bili odnosi dobri, jaz mislim, da se zdaj tukaj odnosi poglabljajo, če so bili odnosi že prej napeti, da se tukaj noter potem tudi neke stiske dodatno poglabljajo. In zdaj, seveda, ko govorimo o tem, kakšna naj bo zdaj komunikacija z
torej z našimi zaposlenimi, se mi zdi, da se vsi zdaj učimo nekega novega načina dela nadaljavo. In zelo pomembno se mi zdi, da so strukturirani neki cilji, da je ta komunikacija redna, da omenjali ste občutke, da vprašamo naše zaposlene seveda tudi o tem, kako se počutijo, kako preživljajo dneve, kako je z njihovimi domačimi. Skratka, kot sem rekel tudi v videu o tem, zdi se mi pomembno, da jim damo po eni strani občutek neke varnosti, strukturo, po drugi strani pa z načinom komunikacije, da jim damo tudi občutek, da nam je mar, da nam ni vseeno zanje. In to se mi zdi en tak zelo pomemben čas za vsa podjetja, torej za nas podjetnike. Res kakovost, kako bomo ta čas preživeli, se bo po moje zelo odražal tudi potem v poslovanju, ko se bomo enkrat vrnili v tako imenovane normalne tirnice. Kako pa zdaj smo delodajalci oziroma vodje, smo v tej skrbi za zaposlene, dejansko zelo enostransko odločili čez noč skoraj, ostanite doma, delajte od doma. Kdaj postane ta čas pomemben, da začnemo tudi mi poslušati, da pravzaprav se obrnemo tudi na zaposlene, da ta strah tudi pri vodje smo tudi dejansko vsi v strahu, kakorkoli želimo zaščititi svoje ljudi in da ne bi dejansko imeli občutek, da mi na nek način smo edino tisti, ki dajemo nekaj, ki dajemo navodila, ki poskušamo na vsak način zaščititi. Lahko, da smo tudi nerodni v tej komunikaciji, nič hudega, če sem vas prav razumela, boljše, da smo nerodni, kot da ne komuniciramo. Tako, vse je pravilno pri tej komunikaciji, ampak kdaj pa se obrnemo na zaposlene, kdaj začnemo potem mi zbirati neke predloge, kako bi pravzaprav zdaj v tej situaciji povprašali tudi naše sodelavce, kako zdaj naprej, ne? Ali je to tudi en občutek varnosti, da lahko oni počasi začnejo soustvarjati ta proces komunikacije. Glejte, zdaj v tej situaciji smo nekako 10 dni, a ne? Tako je, in še bo, Tako. In glede na napovedi smo pravzaprav nekje, verjetno še na začetku, oziroma prva četrtina, prva petina, ne vem koliko časa je zdaj to menilo, pač glede na to, kar poslušamo, kar slišimo tudi iz tujine. Zdaj, jaz vidim to prvo fazo seveda tako, da smo pač vsi pristali v neki novi realnosti, vsi smo iskali, na kakšen način se zdaj znajti, kako vzpostaviti te komunikacijske kanale. Zdaj pa mislim, da je prišel tudi ta čas, ki ga omenjate. Namreč, da ta komunikacija ni več zgolj in samo funkcionalna. Ker zdaj, kar jaz vidim tudi tako, da zdaj so se stvari na nek nov način že postavile. Kdo kaj dela, kdo gre v podjetje, kdaj gre kdo v podjetje, da so za tiste nujne stvari, da se ne križajo, kdo ima kaj doma, računalniki so doma, dostopi so in tako naprej. Tako da, če smo se zdaj ukvarjali bolj z neko, če lahko tako imenujem, funkcionalno komunikacijo v smislu, da smo zagotovili, da so procesi, ki morajo teči, da tečejo naprej, mislim, da je zdaj čas, počasi tudi za to drugo fazo, ravno to, kar ste vi omenjali, gospa Sever. Namreč, da ta srečanja, ti sestanki, kakršnikoli že so, sestanki, niso samo funkcionalni, v smislu uresničevanja nekih ciljev, nekih rezultatov, ampak da se pogovorimo, začnemo pogovor tudi o tem, kako doživljate ta način dela, kakšne predloge imate, kaj bi se dalo optimizirati v smislu časa, v smislu odgovornosti, v smislu procesov, ker mislim, da se prav v tej situaciji kaže marsikaj, torej tega, kar je bilo narejeno optimalno, prihaja do izraza, se pa kažejo tudi stvari, kako bi se dalo neke stvari verjetno bolj smiselno zapeljati, bolj smiselno vzpostaviti, porazdelitev nalog in tako naprej. Omenili ste, gospod Lisec, prav te sestanke, sestanki potekajo nekoliko drugače. V svojem webinarju ste govorili o recimo tehničnih in pa tistih sestankih, ki so nekaj več. Kakšno je stanje sestankovanja v Sloveniji med podjetji? Govorim tudi o času pred to krizo. So sestanki kakovostni, so funkcionalni, koliko podjetij ima tisto nekaj več?
Zdaj težko bi nasplošno verjetno tukaj govorili, ampak kar imam jaz izkušenj tudi, ne vem, svojih lastnih izkušenj, pa tudi, ko sem coachal v najrazličnejših podjetjih, mislim, da je nasplošno ta raven kakovost sestankovanja, da ni pretirano visoka. Namreč, da se velikokrat da ni nekih določenih protokolov, kaj pravzaprav sploh pride na kolegij, o čem se na kolegiju pogovarjamo, o čem kolegij odloča, kakšne sklepe sprejema, kako se piše zapisnik, kako se ti sklepi potem preverjajo, kako se preverja, če so realizirani, kdo je zakaj tukaj noter odgovoren, a imamo nek pravilnik, kako potekajo kolegiji. Skratka, tukaj noter mislim, da se oziroma, in če tega potem ni, kaj se dogaja? Da se zgublja ogromno nekega časa, velikokrat za pogovor o stvareh, ki niso v končni fazi mogoče niti pomembne, da se pregovarjamo za neke vejce, za neke detajle, da pa kolegi pač ne vidi celote. In smisel kolegija, jaz mislim, da seveda, da je to nek pogled na zgodbo v celoti, na celoto poslovanja in da mora biti temu primerno prilagojena tudi komunikacija. Zdaj, kar opažam tudi po tem načinu komunikacije, kakor jo imamo zdaj, da je ta način mogoče v nekem smislu bolj racionalen, kakor tisti sestanki v živo, zaradi česa. Recimo, če opazite tukaj ne govorimo drug čez drugega. Vsi vemo, da se drug čez drugega ne govori, vendar na sestankih v živo se velikokrat dogaja prav to, da govorimo drug čez drugega, da se ne poslušamo. Tukaj pa kaj vidimo, da ko en govori, vsi drugi poslušamo, ker je sistem takšen, da ne moremo slišati, če hkrati govorita dva ali če hkrati govorijo trije. Tako da tukaj se mi zdi, veste, da lahko tudi iz te izkušnje potegnemo neke take drobne zadeve za sestankovanje v živo, ki ga bomo jutri imeli, oziroma ki ga bomo jutri ponovno vzpostavili. Ne vem, jaz sem govoril na webinarjih o aktivnem poslušanju. Ja, preprosto poslušati pomeni poslušati. Vsi smo se dogovorili za ta pravila, da ko eden govori, drugi poslušamo. Ampak če pomislimo v realnosti, koliko časa se zgublja, ker ne sledimo nekemu protokolu. Tako da jaz mislim, da tukaj noter, da je tudi ta čas ena priložnost za razmislek o teh praksah in pa predvsem za vodje, za direktorje, če smo zdaj spet nazaj pri tem vprašanju, ena priložnost za neko tehtno analizo in za nek tehten razmislek prav v teh vprašanjih. Kako izboljšati učinkovitost komunikacije, vertikalne in horizontalne, o čemer sem tudi govoril v teh javljanjih. Če pa imajo sestanki recimo to pozitivno plat, da ni govorjenja enega čez drugega, pa imajo verjetno na drugi strani tudi tiste negativne oziroma manj pozitivne stvari, naprimer pri sestankovanju, online sestankih, kot jih izvajamo sedaj, mnogokrat ni mogoče začutiti ali pa videti, sploh če ne uporabljamo kamer, neverbalne komunikacije, ki je izredno pomembna med zaposlenimi. Kako preseči to, ker če ne vidimo njegovega neverbalnega odziva, se lahko, že če je bil prej na sestankih, recimo bolj distancirana oseba, je lahko sedaj povsem distanciran. Kako uravnavati to? Je naprimer morda banalno vprašanje, ampak ali je sedaj online sestankovanje, ali je potrebno imeti kamero oziroma je to nujno? Ja, to, kar ste omenjali, ta odsotnost neverbalne komunikacije, odsotnost vsega tega, kar mi vidimo, kar začutimo, saj nekaj vidimo, druga stvar, ko smo pa v živo, pa seveda začutimo tudi energijo drugega. In seveda zdaj vsega tega ni. Tako da jaz pravim, hvala Bogu, da smo zdaj v takem obdobju tehnologije, ko nam je omogočeno, da se vsaj vidimo. In ja, jaz bi priporočal, da sploh kakšne timske sestanke in tako naprej, če ne gre tukaj noter samo za pogovore v dvoje, da se res uporablja kamera, da se res vidimo vsaj na takšen način, kako se vidimo tudi mi zdajle na tem našem webinarju.
A potem je potrebno vedeti, da nam morajo vsi zvonci zvoniti, če nam kolegi rečejo, da je slab signal in da bi radi izključili kamero. Ali moramo vodje postati pozorni na to? Jaz mislim, da moramo postati pozorni tudi na to in da je potrebno, če se res to zgodi, se vemo, danes so tudi zveze čisto drugače obremenjene, kakor so bile pred 10 dnevi, ravno zaradi tega, ker je veliko več komunikacije online. Ampak jaz mislim, da ima prednost vsaj živa slika pred izgovorom, da so zveze slabe. Kar pomeni, da v takem primeru je bolj pametno za pol ure preslaviti sestanek v upanju, da se bodo zveze okrepile in da bo ta kontakt mogoč. Se strinjam, hvala lepa. Ja. Prosim. Je pa še ena pomembna stvar, ki se jo lahko dotaknemo, bodi si, da je to vezano na sestanke ali na našo komunikacijo, to so konflikti. O konfliktih ste govorili. Kako je s temi konflikti sedaj? Ali je reševanje konfliktov v tem času še težje kot prej? Ali je morda zaradi solidarnosti in zaradi čustvovanja med ljudmi morda to enostavneje? Je težje in je hkrati enostavneje, ne? Odvisno, kako gledamo. Zdaj vemo, ne? Konflikti so zelo, oziroma sploh neki hudi konflikti, kadar se prekrižajo interesi, jih je v živo velikokrat zelo težko reševati zaradi močnega čustvenega naboja. Ne? Zdaj, na ta način, v tej situaciji, je ta čustven naboj samo po sebi manjši, kar pomeni, to, kar smo omenili tudi v enem od predavanj, mislim, da v prvem predavanju, da če so kakšni kompleksni konflikti, naj si bo na ravni, torej naj si bo znotraj podjetja, ali naj si bo med poslovnimi partnerji, naj si bo med dobavitelji, do strank, do kupcev in tako naprej. Torej, če so kakšne stvari, ki niso bile razrešene, ampak ki ovirajo nek normalen proces, razvoj družbe, potem je mogoče čas ne toliko, da jih mogoče zdaj rešujemo, ampak da z distance v miru razmislimo, analiziramo, kaj se je dogajalo, kaj se je že naredilo in naredimo neko strategijo za reševanje konfliktov. Po drugi strani pa mislim, da se moramo zavedati še nečesa drugega v tej situaciji. Namreč, prej smo govorili o stiskah, ki jih danes doživljajo ne samo zaposleni, kot je rekla gospa Sever, tudi vodje, direktorji, lastniki podjetij z druge strani, iz razumljivih razlogov seveda. In seveda, ko doživljamo ljudje stisko, ko smo pod takimi in drugačnimi pritiski, potem smo za najrazličnejše konflikte še toliko bolj občutljivi oziroma še toliko bolj ranljivi. In tudi to vprašanje konfliktov in konfliktnosti mislim, da je eno od področij, na katere je pomembno, da smo voditelji, da so voditelji v tem procesu pozorni. Verjetno v tem času do teh konfliktov še ni prihajalo, zaradi tistega razloga, kar sem prej omenjal, ne? Ker smo se, a veste, tako kot maček, ki se postavi na noge in pogleda okoli sebe, kje je, da se orientira v času in prostoru, ampak dlje bo ta situacija trajala, dlje mislim, da se bo vse to kopičilo, torej iz osebne ravni tudi potem na poslovno in pa tudi obratno. Ali pa potem lahko rečemo, zdaj smo v tej situaciji in situacija bo še nekaj časa taka in mogoče se bodo res negativne informacije še stopnjevale. Po eni strani smo se zdaj v teh začetnih dneh zorganizirali v podjetjih, sploh v stvoritvenih podjetjih, tako da lahko delamo od doma. Žal povsod tega ne zmorejo in verjetno bo nekega dne potrebno ali pa kmalu treba začeti govoriti tudi o tem, kako še s temi ljudmi komunicirati, ki pa prihajajo še vedno v svoja okolja, ker morajo pač v svojih delovnih okoljih opravljati eno zadevo, ampak če danes rečemo, da govorimo o zaposlenih, o naših sodelavcih, ki delajo delo od doma in o tem, da se bo situacija, da se spreminja iz dneva v dan. Različno se v različnih podjetjih spreminja situacija. Pri komunikaciji, prav zaradi teh konfliktov, je verjetno potrebno razmišljati tudi, kako
pogosto ali pa kako dozirati te nove informacije ali pa nova pravila. Kajti včasih se zdi, da bi bilo treba spreminjati pravila sodelovanja v teh okoliščinah že iz ure v uro. Ali menite, da je potrebno tudi o tem pomembno razmisliti, da ni to preveč na pogosto, da je potrebno razmisliti, kako uvajamo spremembe, kako komuniciramo te spremembe z zaposlenimi in koliko pravzaprav zmoremo na to daljavo intenzivno te spremembe uvajati? Ja, tukaj se mi zdi, to je en zelo pomemben del komunikacijske strategije v tem času. In jaz mislim, da bi si morali vodje po tej spontanosti prvih dni mogoče res vzeti nek čas, nek lasten razmislek, da si nekako naredijo res ta komunikacijski načrt v tem obdobju. Kar pomeni, da del tega komunikacijskega načrta je seveda tudi to, na kakšen način spreminjati procese, ki se vzpostavljajo, biti pozoren, kakšni procesi se vzpostavljajo, ker marsikakšno stvar lahko verjetno vodje tudi preventivno že usmerimo drugače in vemo, da je vedno lažje nastaviti neke stvari prav, kakor jih potem, ko opazimo, da so se začele že pač, da ne prinašajo tistega učinka, kako jih potem spreminjati. Je pa seveda odvisno tudi od tega, kako se bo vsa stvar razvijala, ne? Ker po eni strani dlje bo to trajalo, ta situacija trajala, večja bo verjetno samo po sebi napetost, ta negotovost, po drugi strani bo pa tudi sama situacija potem zahtevala neke drugačne komunikacijske prijeme. Če pa smemo omeniti samo še to, vi ste prej omenili, gospa Sever, torej zaposlene, ki hodijo oziroma ki še hodijo oziroma ki morajo delati in tako naprej. Ja, tem zaposlenim, dobro, saj en vidik je sama komunikacija, tam komunikacija seveda poteka vedno še tudi v živo, drug vidik je pa, kako opolnomočiti oziroma kako tem ljudem pomagati. In naj tukaj povem, jaz sem tudi v upravnem odboru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, da se prav na ravni Slovenske krovne zveze za psihoterapijo zdaj pogovarjajo vsi terapevtski pristopi skupaj, da se bodo odprli telefoni, da bodo tukaj prostovoljni oziroma terapevti, nek spisek terapevtov, ki bo tudi javno objavljen, na katero se bodo lahko obrnili vsi tisti, ki bodo čutili tako ali drugačno stisko. Seveda tukaj ne govorimo samo o stiski na področju službe, vodenja in tako naprej, čeprav tudi o vseh drugih stiskah, sam mislim, da veliko stisk, kot smo že rekli, seveda bo pa izviralo tudi iz tega področja in se mi zdi nekako zelo v redu, da družba nekako solidarno pristopa k tem zadevam in da se dajo nekje večplastni, celostni odgovori pač na različnih ravneh. Ali te stiske že zaznavate? Ja, te stiske se že zaznavajo, predvsem pri osebah, ki ali so izgubile službo. Vemo, da se je število brezposelnih nekje sem prebral podatek, zdaj v enem tednu, v 10 dneh na zavod se je prijavilo novih 2300, 2500 zaposlenih. Potem so pa tukaj seveda tudi osebe, ki so na čakanju. Veste, ljudje imamo nek ritem življenja in pomemben del ritma življenja je seveda naša služba. Zdaj, ko hodimo v službo, nam je velikokrat težko, je velikokrat naporno, je velikokrat stresno in tako naprej, ampak služba kakorkoli daje ritem našemu življenju. Zdaj, ljudje, ki ostajajo doma, kaj se je nenadoma zgodilo? Da je padel ritem dneva. In tisto, kar nam je prej nekako od zunaj narekovalo nek ritem življenja, zdaj te neke zunanje obveze ni, kar pomeni, da so ljudje prepuščeni sami sebi, svoji eksistenci. Poleg tega morajo biti pa še noter, se ne smejo družiti in tako naprej. Skratka, da je tukaj noter en kup nekih stisk, ki se že čutijo, nekih stisk, na katere, se pravim, svoj zaznali terapevti na ravni Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in že pripravljamo nek odgovor, mislim, da bo stvar skomunicirana javnosti v dnevu 2. Super.
Zelo, zelo dober in pozitiven prijem in upam, da bo kar se da uspešen. Bi se pa vrnil na vprašanje pred tega, govorili ste o komunikacijski strategiji, večkrat ste omenili komunikacijski plan za naprej. Sam sem po pravici povedano prvič slišal za komunikacijsko strategijo, ki se dotika konkretno komunikacije med zaposlenimi. Torej ne navzven, izven organizacije v smislu marketinških, komunikacijskih prijemov. Koliko podjetij dejansko ima komunikacijsko strategijo v Sloveniji? Je to splošno prisotno ali o tem šele začenjamo razpravljati? Ne vem, vi niste slišali, tudi jaz nisem slišal. Jaz, ko sem začel delati kot coach v podjetjih, sem opazil pravzaprav en problem in sem začel razmišljati in govoriti o tej komunikacijski strategiji navznoter. In jaz sem to imenoval, da je potrebno, oziroma da se mi zdi potrebno, da naredi podjetje neko strukturo vertikalne in horizontalne komunikacije. Gre pravzaprav preprosto za to. Mnoga podjetja, skoraj vsa podjetja, srednja, velika podjetja, imajo nek organigram, je tako. Ne? Ampak organigram je velikokrat nekaj, kar je obešeno na steni, hkrati pa je nekaj, kar se ne odraža v komunikacijskih procesih znotraj podjetja. Recimo, tukaj, ko govorimo o tem, govorimo predvsem o top managementu in o middle managementu. Recimo, middle management, torej vodje oddelkov, sektorjev in tako naprej. Po mojih izkušnjah so to zelo sposobni ljudje, zelo sposobne osebe, vodstvene osebe z mnogimi kompetencami, ki pa so v veliki meri osredotočene na rezultat, ne pa toliko na same odnose, na samo komunikacijo notranjo, na same torej medsebojne odnose. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da se v podjetjih začnemo pogovarjati o tem, kaj pravzaprav pomeni biti vodja. Da biti vodja ne pomeni samo biti fokusiran na rezultat, na cilje, ki jih moramo doseči, ampak da biti vodja pomeni hkrati komunicirati tudi z ljudmi. In kaj se dogaja velikokrat prav na ravni middle managementa? Da dosegajo rezultate po eni strani, po drugi strani pa vse probleme, do katerih prihaja, konflikte take in drugačne, velikokrat ne rešujejo sami, ampak to prelagajo na neko višjo raven. In tukaj noter se mi zdi, da ko govorimo o komunikacijski strategiji, govorimo pravzaprav, da je pravzaprav to isto, kot da bi govorili o komunikacijskem opolnomočenju srednjega in visokega menedžmenta. Namreč, kaj se dogaja? Dogaja se v bistvu to, da sposobni ljudje avtomatsko lezejo po karierni lestvici naprej. Recimo vzamemo nekega programerja, sposoben programer seveda dobi neko skupino, dobi nek projekt, vodi ta projekt, ampak v trenutku, ko on ne sedi sam za svojim računalnikom in programira, v trenutku postane vodja. Zdaj seveda, to, da je on vrhunski programer, krasno, ampak to še ne pomeni, da bo tudi dober vodja. Ker za biti dober vodja, zato so potrebna neka čist druga znanja, drugačna znanja. In velikokrat to vodenje postane neka spontanost, ker je nekdo sposoben na svojem strokovnem področju, enostavno postane potem zaradi tega tudi vodja. Ampak in tukaj noter mislim, da prihaja do mnogih nesporazumov in tukaj noter, če niso ti komunikacijski kanali odprti, se potem na drugi strani seveda dogaja kaj? Se na drugi strani dogaja to, da ljudje padajo v take drugačne stiske, da padajo v izgorelost, da padajo v neko apatijo, da se nekateri ljudje, ki so pripravljeni delati, ki niso komunikacijsko težki, da se tem ljudem nalaga dodatne obveznosti, tisti, s katerimi pa se ne da ali pa vodja ne more komunicirati, pa kar avtomatsko pridajo na nek stranski kanal in se kar torej vzpostavlja potem neko stanje v podjetju, ki za podjetje samo po sebi se mi zdi ni dobro. Torej, in ko govorimo o tej komunikacijski strategiji, horizontalni in vertikalni, pomeni preprosto to, kdo je kaj odgovoren, kdo mora komu kaj reči in kdo mora komu poročati.
Gospod Lisac, vi ste omenili tukaj zdaj kompetence samih vodij, ne? Recimo, da nekdo, ki je zelo kompetenten programer, kompetenten v svojem poklicu, dobi še neko drugo vlogo v samem podjetju. To je ena zadeva, se pravi kompetence posameznika, te mehke kompetence, kot jih imenujemo, ki bi jih bilo fino usporedno pridobivati. Nismo pa tudi vsi enako rojeni za to, ampak marsikaj se da naučiti. Po drugi strani pa vi omenjate tudi vrednote podjetja. Vrednote, o tem ste govorili, in notranja komunikacija med ljudmi je verjetno precej različna v podjetjih, kjer vladajo določene vrednote, spoštovanje, sodelovanje in tako naprej, ali pa tam, kjer to ni tako ozaveščeno, saj ljudje med sabo se spoštujemo, se radi sodelujemo večinoma, ampak tam, kjer je to bolj ozaveščeno, je verjetno potem tudi ta strategija komunikacije lažje uresničljiva ali jo lažje izpeljemo, ali ne? Ja, meni govoriti podjetnikom o vrednotah je ena taka zelo ljuba tema. Namreč zakaj? Tako na terenu sem opazil, da velikokrat ljudje pač delajo, in ko sem jih včasih vprašal, pa vi imate vizijo napisano, mnogi jo imajo napisano, ne? Pa poznate vašo vizijo, je ne poznajo. A vi veste, kakšne vrednote imate, kakšne vrednote vas vodijo pri vašem delu? Ne vedo, ker o tem niso nikoli govorili. Pa veste, jaz ne vem, če sem že oziroma če sem že prišel v kakšno podjetje, kjer bi povedali, da smo mi govorili o vrednotah. Kaj je tisto, kar nas povezuje, v kar mi kot skupnost, kot podjetje verjamemo. Veste, v podjetju smo pač različni posamezniki, kar je zelo v redu. Ampak kaj nas na koncu povezuje? Samo denar, samo posel? Pa ja, do neke mere, seveda tudi. Ampak povezujejo nas pa predvsem neke vrednote. Vrednote so pa kaj? Način, kako delamo, način, kako strukturiramo odnose navznoter in način, kako strukturiramo odnose navzven. Gre tukaj noter, torej, ko govorimo o vrednotah, govorimo pravzaprav o nekem horizontu. Mi različni posamezniki, kolikor nas je, ko rečemo, gledajte, naše vrednote so pa takšne in takšne in takšne, kar pomeni, vsi se postavimo na isto točko, poglejmo v isto smer in se pogovorimo o tem. Govorimo torej o neki stvari, o kateri se mi zdi, da premalo razpravljamo, oziroma da sploh ne razpravljamo, da gre za neko zadevo, ki sploh še ni prišla na vrsto, ampak ki se mi zdi zelo pomembna. Kdaj posebej pomembna? V trenutkih krize. Sej, dokler nam vse skupaj laufa, ni nobenega problema. Ko pa pride do nekih težkih stvari, takrat je pa pomembno, da vemo, zakaj smo skupaj, na čem gradimo našo pripadnost in kaj je tisto, kar nas bo ohranilo povezane, kar nas bo ohranilo, oziroma da bomo našli v sebi tudi neko dodano vrednost, neko pripravljenost narediti nekaj več, narediti nekaj zraven. In to se mi zdi eno tako zelo pomembno vprašanje, a veste, ki ustvarja, če se o tem pogovarjamo, jaz verjamem, da ustvarja v podjetjih neko drugačno klimo, neko drugačno kulturo. In klima, vemo, da je pa neka zelo pomembna stvar. Klima je velikokrat tisti jeziček na tehtnici. A sem pripravljen narediti nekaj več? In vemo, da je v življenju vedno tako. Če bomo delali, ali pa če bi vsi delali samo po tem, kar je v opisu del in nalog in kar je po ustnem ali pisnem navodilu predstojnika, direktorja, da zgodbo ne more laufati, nobena. Vedno moramo dati v življenju, pa naj si bo to v družini, naj si bo to v poslu, naj si bo to kjerkoli, nekaj več. In prav pogovor o vrednotah se mi zdi, da je tisto, kjer sproži tukaj noter neko človeško dimenzijo, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna. Ker ljudje nismo samo telesna bitja, nismo samo socialna bitja, ampak smo tudi psihična bitja, smo tudi duhovna bitja in se mi zdi, da je mogoče tudi ta situacija, ki jo živimo, v nekem smislu priložnost za nek ta širši razmislek, širši antropološki eksistencialni razmislek tudi o teh vprašanjih. Gospod Lisec, dobili smo vprašanje od poslušalke oziroma poslušalca in sicer ga oziroma jo zanima, ali bomo po krizi spet normalno vzpostavili socialne stike. Kaj pravite na to? Kaj je zdaj to normalno vzpostavitev socialnih stikov? Morda to, kar je bilo prej ali celo bolje.
Ja, jaz mislim, da je to priložnost predvsem zato, da vsak pri sebi razmisli o kakovosti socialnih stikov, ki jih je imel, in da se vsak pri sebi odloči, na kakšen način želi komunicirati od tod naprej. A veste, jaz doživljam tudi v tem času tako, osebno doživljam, da smo ljudje nekoliko bolj odprti za neke druge dimenzije našega bitja, našega bivanja. In če bomo nekaj tega, te občutljivosti, te človeške solidarnosti, te empatije, tega, kar se danes čuti, kar se, ne vem, manifestira konec koncev ob 6. zvečer vsak dan, nekaj teh krasnih koncertov, ki jih imamo in tako naprej, ne, to govori torej o neki drugi dimenziji našega bivanja, ne o neki funkcionalnosti, ne, ampak o nečem, kar pravi svetopismo, da človek ne živi samo od kruha, ampak da živi še od marsičesa drugega. In jaz mislim, da če bomo nekaj tega znali prenesti v osebne odnose, potem, ko se bomo ponovno osebno srečevali, potem jaz mislim, da je lahko ta kriza, ta čas ranljivosti, da lahko v tem času ranljivosti odkrijemo tudi nek čar, ki bo zelo obogatil naše življenje potem, ko bomo preko tega. Hvala lepa za ta odgovor. Gospa Sever, tudi za vas je prišlo vprašanje, in sicer, kako kot vodja poskrbite za zaupanje med zaposlenimi oziroma konkretno v vaši skupini, v vašem timu? Morda prej in sedaj. Ja, poskušam biti kar se da iskrena. In se mi zdi, da če si iskren, lahko s to iskrenostjo dejansko nadomestiš tudi kakšen zdrs, ki se nam dogaja vsak dan. Jaz mislim, da moramo si vsi pogledati v oči in reči, živimo ali pa smo živeli in zdaj živimo v takih časih, ko dejansko je veliko sprememb, veliko visoke zahteve so in vsakemu od nas se zgodi lahko kakšen zdrs. Jaz poskušam biti iskrena in poskušam tudi povedati, kaj vse tudi jaz ne znam. In predvsem vzpostaviti to dvosmerno komunikacijo, zdaj, če mi vse uspe ali ne, ne vem, ampak nekako se poskušam zavedati tega, da moram poslušati tudi druge, da moram ne samo poslušati, da moram slišati, da moram si vzeti dovolj časa, da premislim, da tudi odgovorim, ni vedno tega časa, to je definitivno, včasih se čez 3 dni spomnim, da mogoče nisem naredila nekaj ravno najboljše, kar bi morala in potem grem popravljati tisto nazaj. S tem iskrenim odnosom, jaz mislim, da danes je čas, da vsi pokažemo, da smo vsi ljudje. Ta človeškost je pravzaprav ta trenutek tisto, kar nam vsem odgovarja na veliko vprašanj. In prej je gospod Lisac govoril o tem, da bi mogoče zadržali nekaj tega, kar je želja pomagati drugim danes, ki se kaže, pa ne samo želja, zgleda tudi potreba pri človeku. Tako da kot vodja jaz nekako grem proti koncu svoje kariere in ko sem bila v vlogi vodje, sem vedno poskušala s tem lastnim zgledom, da poskušaš res oddelati tisto, kar moraš oddelati, da se ne izogibaš svojim dolžnostim in da poskušaš biti iskren. In to je tisto, kar se mi zdi, da me je peljalo skozi to, da sem se jaz dobro počutila kot vodja. Še eno vprašanje, približujemo se počasi koncu, tako da bom prosil gospod Lisac za kratek odgovor, in sicer zanima, kako prepoznati to klimo, zlasti sedaj nadaljavo, in kaj je tisto, na kar moramo biti še posebej pozorni. Zdaj, kako jo prepoznati nadaljavo, a veste, zdaj nadaljavo po moje čutimo tisto, kar je prej bilo, oziroma čutimo tisto, česar prej ni bilo. Mogoče je pa prav ta čas priložnost, da začnemo s svojimi zaposlenimi nek pogovor na to temo. Prej smo rekli, sestanki naj ne bodo samo funkcionalni. Ne vem, ena zelo preprosta naloga. Naj vsak napiše, pa se bomo jutri o tem pogovorili, katere mislite, da so naše vrednote, vrednote našega podjetja, in se začnimo o tem pogovarjati. Zakaj so te vrednote takšne? Kako jih doživljate? Kako jih mi izražamo? Kdaj smo jih izražali? Kdaj jih nismo izražali? Skratka, jaz mislim, da je tudi to obdobje ena krasna priložnost prav za odpreti neka ta vprašanja, tako kot je gospa Sever rekla, človeška vprašanja, ki pa so zelo pomembna, ker
mogoče se danes bolj kot kadarkoli zavedamo, da ljudje nismo stroji, tudi kot zaposleni nismo stroji, ampak da smo ljudje s svojo zgodovino, s svojim čutenjem, torej da prihajamo na delo vedno kot ena sama celota in naslovimo tudi ta segment v tej komunikaciji s svojimi zaposlenimi v tem času. Čudovito, tole so bile prav lepe sklepne misli, pa vendarle si bom še dovolil postaviti eno vprašanje, povsem za na konec. Govorili smo o poslovni komunikaciji, šel bom na oseben nivo. Kaj pa sedaj komunikacija in odnos med partnerji, odnos v sami družini, med člani družine? Kaj pričakujete, da se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, v drugi polovici tega leta, v naslednjem letu? Bodo ti odnosi trdnejši, se bo morda to nekako prečistilo, bodo nekateri odnosi umrli, drugi zrasli? Kakšno je vaše mnenje? Morda za zaključek. Ekstremne situacije v življenju so vedno kot lakmus. Pokažejo tisto, kar v resnici je. In tudi, ko govorimo o osebnih odnosih, jaz mislim, da se bo zdaj seveda veliko bolj pokazalo tisto, kar smo zgradili, kar gradimo, oziroma tisto, na kar prej nismo bili pozorni. Jaz bi zaželil vsem nam, predvsem to, da če ti odnosi tudi, torej če niso bili, oziroma če čutimo težo teh odnosov sedaj, da bi mogoče razmišljali, kako se v tem času pogovarjati, kako biti pozorni, kako biti ljubeči, kako biti potrpežljivi drug z drugim, kako drug drugemu prisluhniti, predvsem pa, ne vem, dragoceni se mi zdijo tako vzpostaviti neke rituale, naj si bo v partnerstvu, naj si bo v družini, neke drobne pozornosti drug do drugega, skratka, pozorni moramo biti drug do drugega, sicer pa potrpežljivi, kot sem rekel, empatični, sicer lahko postane ta čas zelo naporen in zelo težak. Ampak glejte, jaz sem optimist in verjamem, da je tudi ta čas čisto na našem osebnem področju, na družinskem področju, na partnerskem področju, dejansko lahko čas rasti. A veste, odgovornost je pa tukaj na vsakem izmed nas. Odnos bo toliko kvaliteten, kolikor bom dal noter in če kdaj je mogoče zdaj čas, da ne pričakujem, kaj bom dobil, ampak da zjutraj najprej pomislim, kaj bom dal, zdaj če pa kaj dobil, pa hvala lepa, če pa ne, pa bom poskušal ohranjati to odprtost svoje strani. Ja, iskrena hvala za tele misli, ja, majhne pozornosti, to bo tisto, kar nas bo reševalo, pa če tudi je to samo čestitka ob materinskem dnevu, torej tudi vsem materam danes iskrene čestitke. Vam, gospod Lisec, iskrena hvala za vse 3 webinarje, za tale današnji pogovor. Gospa Sever, hvala lepa za sovodenje tega pogovora in za vaše komentarje in odgovore, ki ste jih naslovili. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili tega pogovora, ki ste ga poslušali. Upam, da ste dobili nekaj konkretnih odgovorov, da jih boste lahko ponesli nazaj v svoja podjetja in da smo vam polepšali tale večer. In srčno upam, da se bo celotna situacija razvila v najboljši možni smeri in pa najhitreje, kar je to le mogoče. Torej, lepo vas tudi sam pozdravljam in vsem želim lahko noč.